Reka, materialnost v pogonu. Vit Kisl in Janez Weilhammer v 16. stoletju z uspešnim vodenjem svoje trgovsko-obrtne družbe dosežeta najvišje: pridobitev plemiških nazivov, s čimer zagotovita vpis svojih rodbin v zgodovino. Ob vrsti mlinov, ki delujejo na Ljubljanici, kmalu zrastejo še Fužina, Kovačija, Valjarna Irhovine in nova steklarna. Vidov sin Janez leta 1577 kupi bližnji papirni mlin, ki še poveča družinsko premoženje. Fidelis Trpinc v prvi polovici 19. stoletja obrt na fužinskem območju obudi, obenem pa nadgradi delovanje obratov in se od izdelave omejenih serij preusmeri v industrijsko veleprodukcijo. Uvaja modernizacijo in številne tehnološke inovacije, s tem pa omogoči rast in razvoj svojih tovarn. Na mestu, kjer je stal Kislov papirni mlin, najprej osnuje oljarno, poleg nje pa čez nekaj let postavi papirnico, ki jo še danes poznamo kot papirnico Vevče. Trpinc upravlja še s tovarno strojil in barvil ter tovarno barvanega lesa. Smiselna in odgovorna uporaba materiala v luči okoljskih sprememb danes znova stopa v ospredje družbene zavesti. Fužinsko posestvo so najbolj zaznamovali papir, steklo in kovina. Vsi trije materiali so naravni in jih lahko recikliramo ali ponovno uporabimo. Že vse od začetka gre za lokalno učinkovite in trajnostne prakse predelave materiala, ki jim sledijo tako Kisli kot Trpinc in njihovi nasledniki. Ko priznamo, da sta materialnost in družbenost neločljivo prepletena, predmeti okoli nas dobijo druge pomene.